away to the moonlight. The people around me don't feel right. What are we doing? Save me, take me away from the action. For you are the only attraction. Take me away from here. The party's on, and one by one, the cars arrive and the people come. And I wonder if there will be anybody here alone. Another married guy tries to catch my eye. Should I smile or should I sigh? Then you walked through the door and I saw that you were all on your own. Save me, take me away to the moonlight. The people around me don't feel right. What are we doing here? Come on and save me. Let's get away from the action. For you are the only attraction. Take me away from here. We slipped away without a single word. No one saw and no one heard. 'Cause we both agreed that it just wasn't worth it to stay. I went cold and hot. Should I go or not? You grabbed my hand and I couldn't stop. And I laughed and you smiled as we left and drove away. Save me, take me away to the moonlight. The people around me don't feel right. What are we doing here? Come on and save me. Let's get away from the action. For you are the only attraction. Take me away from here. Starlit sky, moon on high, sure feels good to me. And in my bones, I've always known this is how it's meant to be. Save me, take me away to the moonlight. The people around me don't feel right. What are we doing here? Save me, let's get away from the action. For you are the only attraction. Take me away from here. Save me, take me away to the moonlight. The people around me don't feel right. What are we doing here? Save me, let's get away from the action. For you are the Dobro jutro, na valovih Radia Mataka, ki oddaja iz 5. dimenzije na valovu megahertz, na valu megahertz, na valovu, tonca slovnica že za zjutraj narobe, a? Ja, še internetna povezava nas rade volje kaj poheca, ker to je nam že več kot v navadi, kaj, ker vi ste sam ljudje, mi pa smo nadrasa. Tako nekako so si zamišljali življenje ljudi v isti sabi, pa so rekli, mi vsi smo ljudje. Moramo se odločiti, ne? Ali smo zdaj vsi ljudje ali nismo, zdaj, ali bomo vsi govorili ali ne bo noben, ali kako ćemo se zdaj to zmeniti. Pač ugotavljamo, da
resnica ni stvar informacije, ampak stvar srca, ni stvar debate, ampak je stvar srca. Iskreno sodelovanje v družbi je nujno potrebno, transparentno mora biti in odkrito. In ne moramo se delati, kot da eni lahko nekaj, oziroma kar čejo, drugi pa nič, v isti sapi pa je vsem že davno znano, pred zakonom smo vsi enaki, če tudi je rimsko pravo, pred vsakim oziroma nad vsakim pa bdijo božji zakoni, ki jih je potrebno upoštevati, če hočemo doseči svojo pravo biti. In ta prava biti pride z avtentičnostjo in ne uporabo laži, mar ne. In ne moramo pričakovati, da bomo zdaj s svojo avtentičnostjo kogarkoli rešili. Pomislite malo nazaj, Jezusova ideja je bila ljudi pa rešiti pred katastrofo in grozo ter kapitalnim propadom, kamor so ljudje drveli že takrat, in njegova beseda se je ohranjala do današnjega dne, kjer je ideja ljudi rešiti pred kapitalnim polomom. Pa ne gre, ljudje so pač kupili ta mentalni virus, imenovan ego, in z njim peljajo točno v napačno smer, v prepad, in ta pot zagotovo ni prava. In to vemo vsi. Razlika med stoletji prej in današnjim časom je pa samo ta, da včasih je šlo čez, danes pa ne gre več. Ne? Pač dalo se je prikrivati, dalo se je ljudi zavajati, dalo se je držati ljudi v nevednosti, dalo se je ljudi v marsikaj prepričati. Danes pa pač temu ni več tako. Vsak ima možnost se izobraziti, naj si bo o medicini, o pravu, o strokovnosti, o vsem se lahko izobrazi človek, če se želi. In nismo več neznalčki, kot smo bili pred časom, torej če si hotel kaj pravnega znanja imeti, si mogel imeti verjetno precej znanja, volje, šole in vsega, da si lahko sploh vedel, katero knjigo odpreti po kaj. Danes pa imamo eno veliko bolj priročno orodje, in to je ChatGPT, ki nam pomaga pri odkrivanju vseh regulativ, ki so zapisane. Sej pred zakonom smo vsi enaki, kaj ne? In če se nekaj ne sme, se nekaj ne sme, in če se nekaj mora, se nekaj mora, in temu se da še, bom rekel, ta moralna odgovornost. Ja, to znanje, ki so nam ga prodajali v šolah, ki so nam ga prodajali z televizije, nikoli ni bilo zares znanje. Pravo znanje je sacred knowledge, torej sveto znanje, ki pa ne pride kar tako, to je dušno znanje. Tega ne uči nobena šola, zaradi tega, ker to znanje je skrivnost, in če mi to znanje pridobimo in ga osvežimo znotraj sebe, potem v bistvu vsi, ki so imeli neke vrste kontrolo in oblast nad nami, jim to odpade, kajti ljubezen in avtentičen človek je prebujen človek, je nekaj, česar temne in nizke sile ne morejo kontrolirati in kalupirati. Vse to je omenjeno v knjigi Razodetja, v Apokalipsi, da prihaja konec časa. Ja, in ta znanja pravzaprav so resnična mistika, in za to znanje ne potrebuješ knjig, ampak zgolj vodstvo. Vodstvo je spet narobe nam predstavljeno. Mi ne rabimo Janeza Janša, da nam bo razložil mistiko dušnega znanja, ker to njemu pa njemu podobnim oziroma ljudem, ki se imenujejo vladarji, ki nimajo lastnosti voditeljstva. Vsi ti ljudje mističnega znanja ne delijo, ampak so na položajih zaradi tega, da te položaje smiselno in smotrno izkoristijo pod pretvezo, da delajo dobro za vse. Če se človek prebudi in malo bolj z ostrim očesom pogleda, vidi na vsakem koraku razpoke matrice, o katerem smo se pogovarjali 2 dni nazaj, posnetek najdete na YouTubu. Vse na vseh možnih nivojih pokajo in razpokavajo stvari, ker se jih prikriti več ne da. Ne glede na to, koliko ljudi sodeluje v kriminalu, je kriminal viden. Ne glede na to, koliko je zraven teh, bom rekel, neke vrste čistilcev, a ne situacije in kriminala.
Zdaj, dolgo časa so se ljudje uspeli obračati stran, še danes se na svetovnem merilu ne nočijo videti genocida, po drugi strani dodajajo, kaj pa češ, tako pač je, ampak mi se moramo zavedati, da naša beseda ima neko težo. Ampak je upati, dovolj reči, jaz pa bom povedal tole, ker tole je prav in tako more biti. In nekje vas spodbujam že, odkar obstajam na teh, bom rekel, omrežjih na način, da podajam video vsebine in svoje znanje in spoznanje, bom rekel, ta secret knowledge, do katerega sem se prikopal s pomočjo vodstva in lastne vztrajnosti. Ves čas vas želim spodbujati k temu, da tudi sami spregovorite, da tudi sami poveste svojo situacijo, da tudi sami opozorite na nepravilnosti, da tudi sami poveste, katere so bile težke pasaže, čez katere ste mogli iti, da vprašate, kako čez to pasažo, ki me zadržuje v svetu dualnosti, v svetu neavtentičnosti. In beseda resnično je bila človeku odvzeta. Spomnite se sužnjev, ki so jim devali maske na glavo, zato da niso govorili, prepovedano je bilo sužnjem govoriti. V času korone so nam nataknili maske tudi z neko prispodobo, ne govorite. Kdor je spregovoril, je bil teoretik zarote, to je bila neka kolektivna masakrancija in označevanje ljudi z zdravim umom in zdravim pogledom na situacijo. Vse to so oni demonizirali, stigmatizirali in v bistvu le najpogumnejši smo vztrajali pri tem, zaradi tega, ker vemo, da je to tako prav in da imamo prav in po človeško je prav sodelovati človeško, ne pa da smo tiho in gledamo kriminal in skomignemo z rameni in rečemo, kaj pa češ. Dokler je tak pristop, se nikamor ne more nič premakniti. Ja, kaj pa boš zdaj? So pač tam to in to naredili. Kaj boš zdaj? Ja, mislim, a lahko vsaj spregovorimo, ne? Ja, sam pol imaš pa probleme. Ja, čim mački stopaš na rep, imaš seveda opravka z mačko, absolutno, ker ona ni želela, da kdo na rep stopi. In ko začnemo ljudje stopati na repke, tem mačkam ni v redu. In to Trump počne že od leta 2017. On stopi vsaki mački na rep in piskajo in pihajo in krivijo Trumpa, da zakaj hodi po njihovih repih, zato ker bi bilo bož, da se Trumpa znebimo, pa bomo naprej lahko lagali, kradeli, uničevali in delali čisto po svoje. Ta Trump nam je pa res vse zmešal, no? Mislim, zdaj pa res ne moramo tako naprej, kakor smo do zdaj. In še enkrat vas pozivam, dragi ljudje, dokler človek molči, potem vladar dela, kar želi. In ta vladar, kot smo opazili, nima nekih, bom rekel, zelo dobrih namenov za naše življenje oziroma za naš dušni napredek oziroma za naš notranji mir. Pa sej ne želimo nič dosti drugega. Dajte nam mir, dajte nam, da lahko delamo, ne nas pri tem overati, ne nam vsega pokrasti vmes in super se bomo imeli. Ne, pač ta sistem, ta matrica, kabala, kakorkoli, satanizem nas je pritisnil do te točke, da je v bistvu enostavno je življenje postalo nevzdržno, ampak ta preživetveni način, torej boj za to, da sploh živiš, je postal tako močen, tako težek, da je v bistvu marsikomu pretežko breme, da ga lahko sploh nese naprej in marsikdo se je že odločil za to, da življenje konča. Ampak pred jutrom, pred soncem, pred sončnim vzhodom je najtemnejše in prehajamo v eno, bom rekel, odločno fazo. Jaz to opozarjam že en čas, pa mislim, opozarjamo se jaz bolj v slovenskem jeziku. Treba se bo odločiti. Ne bo šlo tako naprej, kot je šlo. Treba se bo odločiti, na katero stran bomo stopili. Ničesar se ne bo več dal pelati, tako kot se je pelal. In tančica med resnico in iluzornim svetom se tanjša in vsak dan odpade kakšen del teh zavez, če ćemo temu tako reči. Tu in tam pa se zgodijo tako veliki premiki, da odpade cela betonska stena.
Torej, vidno je, če dalje več in tega ne moremo več zanikati. Nihče več ne more zanikati in kdor zdaj zanika vse nepravilnosti, ki so čisto na vsakem koraku, tak človek enostavno v bistvu nam s svojim, bom rekel, kaj pa češ, nekako na lahko odgovori, odločil sem se, jaz ne grem na stran resnice, jaz bom kar tle, kjer sem bil, to poznam, drugače ne znam, če odvržem masko, boste videli, kaj je pod njo, jaz to nočem, jaz želim živeti naprej, tako kot sem. In nekako lahko ugotovimo, da ta nasilna, kaotična komunikacija, da nekako izginja iz našega, bom rekel, življenja, iz socialnih omrežij, konec koncev tudi v radiju, na dnevni bazi vidimo, da je zelo malo teh, bom rekel, negativnih, agresivnih komentarjev, nekako kot bi tem ljudem bila odvzeta moč in jim je, in jajca, in jajca so jim tudi odvzeta, da ne bo pomote. Skratka, ne bo se dal več skriti in zdaj je čas, da v bistvu, ker nismo bili navajeni govoriti, je čas, da mi začnemo uporabljati ta naš jezik, ker v besedah je zapisano vse in ful bi rad spodbudil ljudi, da res dvignemo glas, da povemo, kaj ni prav, kaj se ne sme, kaj želimo, kaj mora biti storjeno, ker ljudje ustvarjamo skupnost. Peščica psihopatov svetovnih je skupnost uspešno razdvajala in to stoletja, ne gradila, razdvajala nas je na leve in desne, na tiste, ki smo za fuzbal igrišče in tiste, ki nismo za fuzbal igrišče. In to so to tako pripeljali, da smo se nazadnje še skregali. Konec koncev pa naj bo tudi fuzbal igrišče, če imamo tudi cerkev, pa tudi knjižnico, pa naj bo še fuzbal igrišče. Zakaj bi se pa okrog tega kregali? Ampak načeloma so vedno za vsako tako odločitev pripeljali tako daleč, da smo se ljudje začeli med sabo drajsati. Oni so pa naredili razpis, fuzbal igrišče je naredil njihov prijatelj, malo se je denarja poteklo tu in tam, kuverte so popadale in stvar je rešena in imamo in igrišče in cerkev in knjižnico in vse objekte, ki jih rabimo ali pač tudi ne. Praviš, Tomas, da frekvenca je visoka, čiščenje je v teku in resnica je neizbežna. Se s tabo popolnoma strinjam, to tumbam že 2 leti pa pol ali 3. Ampak nisem si mislil, da bo res tako daleč pripeljale stvari, da bo prišel čist do zadnjega, koliko vse igralcev je vmes se pokazalo in padlo, razpadlo, koliko se je pokazalo poizkusov zavajanja, koliko se je pokazalo poizkusov, da nas potegnejo nazaj v svoj kaotični svet mentala, v svojo sliko, oziroma v polje kaosa, kjer v bistvu od sebe oddajamo našo precious energijo. Torej, mer je tisto, kar se išče, nam so ustvarjali kaos. Pa ne mislim zdaj, da sem vladarjev, mislim na vse ljudi z velikim egom in nadalje z narcističnimi pristopi. Nekateri so znali to s tem zelo lepo operirati, nekateri so bili prav ostudni, od korone dalje pa se je marsikaj že veliko bolj nazorno odkrilo in pokazalo. Kar se mene tiče, opazujem, mnogi ljudje so že izginili z mojih radarjev, enostavno jih ne vidim več, ne srečam, glede na to, kako so bili aktivni prej, ne. In tako, skratka, kar nekaj ljudi izgineva, kar nekaj, bom rekel, pritiskov se umika, frekvenca, kot praviš, Tomas, narašča, absolutno, čeprav si težko predstavljamo, kaj je to visoka frekvenca in tako, vsaj jaz si nisem znal predstavljati, veliko sem se o tem spraševal, ampak enostavno visoka frekvenca je nič drugega, kot da si ti avtentičen, da si v svojem meru in da gojiš radost in upoštevaš, bom rekel, te zakone, ki nam pripadajo, mislim, ki jih moramo upoštevati. Jaz ne vem, veste, nobena žival ne bere božjih zapovedi, zaradi tega, ker je moralni kompas noter in se ga upošteva. Človek je moralo pa vest
rekel, to ni toliko zelo pomembno, 10 božjih zapovedi, pa še lažejo, kradejo, prešuštujejo, potem imamo zakonodajo, pa jo še ne spoštujejo, 100 mater. Kaj še rabite? Nazaj na začetek. A je prav ali ni prav? Ni prav. Adijo, ven, nisi upošteval, ven. Ne rabimo mi se iti sploh več, ne sodnikov, ki ne delajo, ne odvetnikov, ki so podkupljeni, ne vodstva, ki ne funkcionira. Mi to ne rabimo. Zaradi tega, ker je treba samo moralo poslušati in delati v obče dobro. Kdor ne more razumeti tega, potem ne more reči, smo, ki boš pokazal interes, da si za obče dobro. Sam. Začel sem s tem. Jezus je hotel ljudi pred katastrofo rešiti in je rekel, ne gre. Ne da se. On nas tako kot jaz imam ljudi neizmerno rad in imam rad družbo, rad bi, da se svet postavi naprav. Sam ti ljudi ne moreš zaustaviti in preprečiti katastrofe, kamor drvijo. Oni sami se odločijo. Vsi ste gledali risanko Stripi. Stripi je vedno hotel tega tipa nadudga z brčicami polnega denarja, debelega, idiotskega, ga je hotel ustaviti, mu reči, stari, ne, to je nov dober. Ja, kaj ti vedel? Ne. Ni, tudi Stripi se je isto boril, kot se borim jaz, kot se bori mogoče še kdo izmed vas, kot se je boril Jezus. Ljudi ubraniti pred narobe svetom, pred katastrofo. Lastno katastrofo, se ne bodo se poderale bajte, ne bo se zgodil potres, pa vulkani, pa vojne, to ne bo. Ampak katastrofa v ljudje se bodo osramotili. Ampak božji plan pravi, morajo se. Zaradi tega, ker ega drugače razbiti ne moreš. Zaradi tega nekako je vizija oziroma tendenca, kam gremo, je to, jaz sem o sramoti že veliko govoril, o obžalovanju tudi. Tendenca gre točno tja, da se bo en kup ljudi znašlo na točki javnega osramočenja. Zaradi tega, ker bolj ko si vpliven, bolj si javen, bolj delaš, kar delaš, in če ne delaš prav. Resnica je taka, da ona ne lovi nobenega, ona sam stoji, kano, klisu rane. Resnica nobenega ne hvata. Ona stoji in ti ne moreš iti mimo nje, kot da je ni. Z lažjo. Ne bo šlo. S prikrivanjem. Ne bo šlo. S tem, da se malo neumenga narediš. Ne bo šlo. Ne? Tako da, ja, beseda ni slon, to sem hotel reči, in takšna je moja situacija. Kdor ve, kdor ne, nič hudega, kogar zanima, bo zvedel, pač s čem se ukvarjam in kam v bistvu taco moli v mojem primeru, ampak vsa ta stvar je prenosljiva na državni nivo, na osebni nivo ali pa na svetovni nivo. Torej, povsod se dogaja isto, nekdo mora blekant. Ker nekdo mora blekant, da pač. Ja, se ne upam. Ne upam se še, zato ker imam vero v ljudi in optimizem, ampak kljub vsemu opazujem, ogromno ljudi ima, da ne govorimo o čustvenem kvocientu in duhovnem kvocientu, že inteligenčni kvocient je tako slabo, mislim. Veš, že take enostavne matematične uganke jim ne grejo, take logične igrice zmrznejo, kompleksno reševanje težav, čista tema. In ne moramo pričakovati, da takšni, ne moramo pričakovati, če sodimo po sebi, da so vsi odprtega uma, ker niso. Pa zraven je pa še čustvena nestabilnost in to je ideja sistema, da nas čustveno razvrva, da čustveno stabilni nismo. In dokler ni človek čustveno stabilen, se vedno odzove iz reakcije, namesto da bi vedno reagira na situacijo, namesto da bi se odzval iz zavesti, iz modrosti, iz razuma, iz čustvene neupletenosti. Nekdo ti reče, ti si neumen in čustveno si upleten, takoj se postaviš v obrambno pozicijo. To je narobe. Če nekdo reče, da si neumen, mu rečeš, ok, to je to, imaš, v redu je. Jaz zase že vem, kdo sem. Tvoje mnenje ne sme vplivati na mojo pamet, je prav. Jaz vem, da ali mi gre, ali mi ne gre. Oziroma, a čem malo več, ali nočem malo več vedeti, razumeti.
Jaz vem, živ Bog na tem svetu, samo Bog ve, no pa jaz. Ampak drugače pa ljudje nimajo pojma, kaj vse vem. Audioinženiring pa zdravstveni tehnik pa peka kruha, to je samo za zraven. Vem in vidim stvari, za katere si tudi pod točko razno ne želijo, da jih vemo. Sistem ne želi, da vse to vemo. Da mi poznamo zakonodajo, ker znamo uporabljati ChatGPT, ker se ne bojimo novih orodij, ampak smo prilagodljivi na spremembe. Kdor na spremembe ni prilagodljiv, ga je oplev, a ne? Ja, zdaj tako. Vsak izmed nas, ljudi, je v življenju se zaradi tega, ker smo se v tak sistem rodili, se je srečal s travmo. Travma je lahko izdaja, lahko je srčna rana, čustvena in tako. Vsi smo bili travmatizirani in to z namenom, da se nam poruši ravnovesje duhovne, čustvene in mentalne inteligence. Vse to z namenom, ampak te rane ne smejo biti opravičilo in dovoljenje, da lahko nekoga raniš naprej. Vse te rane lahko imenujemo temni del znotraj sebe, ki ga je treba predelati. In nihče ne more namesto vas predelati teme. Lahko poiščete najbolj misteriozne centre za ne vem katero, kaj že imajo. Ušla mi je ena beseda. Regresije in te stvari. Ni potrebno to. Nobena tehnika, noben center, nobena skupinska meditacija vam ne bo dala tega, da predelate lastno temo. Kaj ti lastno temo lahko predelate izključno vi, sami, v miru, tišini in odsotnosti kaosa. Dokler nimate teh pogojev, ne boste rešili svojih temačnih pasaž. Zdaj, taka je moja praksa, taka je moja izkušnja, takšno je navodilo ljudi, katere sledim, ali pa sem jih v določenih obdobjih sledil, in se strinjam in rešitev je jasna in procedura se lahko začne, ker začneš ugotavljati, da je mer, v katerem rešuješ in predeluješ svoje rane, svoje pasaže strahu, svoje pasaže jeze, žalosti, razočaranja, izdaje, sramu, obžalovanje. Ko te pasaže obdeluješ, jih moraš sam. Ti ne rabiš nekoga, da bo rekel, bravo, krasno, zdaj pa si obdelal sram, 100 točk, pa 2 jurja nagrade, pa plaketo za odmaknjen sram. Tega sistem ne dela, dragi moji, sistem vas želi, da ste tam dol. Sistem vam ustvarja pogoje oziroma moti vse tiste pogoje, ki jih vi rabite, da se teme znotraj sebe osvobodite, razrešite, predelate oziroma jo alkimizirate v moč. Moč, tisto življenjsko moč, ki jo rabimo za to, da ustvarjamo in kreiramo. Ja, zmeda. Zmeda je tudi ena izmed stvari, ki se ljudem dogaja. Ljudje so zmedeni zaradi tega, ker ne razumejo, zaradi tega, ker vodstva nimajo informacije, jim ne povejo nič na televiziji, dobre nasvete pa spregledajo oziroma se jim zdijo tako daleč stran, da v bistvu se jih noče dotakniti, ampak ni kaj. Jezus je tukaj prisoten že toliko tisočletij, pa še nismo dohvatili, kaj nam je hotel povedati. Zase lahko tako rečem, pa verjetno še za koga, glede na videno stanje med ljudmi, ker človek takoj, ko se prebudi, takoj je beseda iz njega gre ven. Tako da, kdor pravi, da je prebujen, pa nima kaj povedati, je to bolj tako, ne bolj tako, to je pač duhovni ego, maska, tako se imenuje celo duhovni ego, taka posebne vrste maska. Jaz pa sem duhoven in prebujen, čeprav v bistvu nisem še nobenemu povedal, kako se do tja pride. Super, super laž, ne. Mislim, veste, laž danes prebrati ni toliko težko. Bolj je pa dejstvo, da ljudje vidimo laž, pa ne reagiramo, vidimo nepravilnost, pa ne reagiramo. No, to pa ni prav. In prav je, da v bistvu reagiramo. Če v taboru, našem plemenu, karikiram, predstavljate si, da živimo v indijanskem plemenu,
Če eden izmed našega plemena krade, jaz ne morem biti tih, ne smem biti tih. Tudi če je meni on dal v bistvu od tega ukradenega nekaj malega kot podkupnino za moj molk, je moja moralna odgovornost, da v tem našem taboru, v našem plemenu pokažem na lažnivca. V Butalah smo imeli cefizla, hop cefizel, pa te imam. Ne? Treba je poloviti tiste, ki v naši družbi niso za dobro družbe, a ne? Ne moramo reči, ja, Klinc, no pa ne bo pa Janez, no se je v bistvu mogel biti v zaporu, ampak kaj pa češ, ti Janez, mi se jezimo in od tega se ne premakne nikamor, ne? In treba je potalati verjetno kakšen bombonček, ne? Ker pred zakonom smo pa vsi enaki, a ne? Zdaj, kje se tega lotiti, ne vem, kako točno, ne vem, se tega zavedati in narediti korak naprej v razmišljanju, da pot obstaja, kakšna, ja, naštudirati jo treba, ne, saj zato pa smo empati, da skreiramo potko, ne, pa mi smo tisti, ki tlakujemo pot, ne, jo treba narediti, Rimljani so poti delali, ceste so jih naredili, niso jih čakali, da jih bo kdo naredil, treba jih je narediti in to je, bom rekel, tudi neke vrste prispodoba današnjega časa. Nismo tukaj zato, da se sklopimo s sistemom, za katerega smo ravno kar ugotovili, da je čisto v kurcu, ampak zato, da ga razbijemo, a ne? Da mu damo pokazati, kje in kako. In seveda pa ne moreš se boriti z mlini na veter, če ne veš, kje mu je šibka točka oziroma kje moraš sneti jermen, da ta mlin neha delati. Pa sam jermenček je treba sneti, pa nič več ne dela. A veš, to je tako, ker oni vsi so povezani. To mlinsko kolo je zelo, zelo povezana stvar. Bodi človek, ja, bodi nič. Kaj sem hotel reči? Ne bodo priznali, da so zmedeni. Ljudje vam tega, da so zmedeni znotraj sebe, ne bodo priznali, ker to je precej sramotno. Lahko pa to opazimo, a ne? Ne morejo priznati, da ne razumejo in da ne prepoznajo in da ne morejo penetrirati v nas. Oni ne priznajo tega, da v vas, v mene, ne morejo več penetrirati s svojim kaosom in dramo. Zmedeni so, ker na kaj tacga še niso naleteli, ker do zdaj so vsakmu vedno uspeli najti vstopno točko. Ko se srečajo z mano, jim to ne gre. Jaz sem postal blazen opazovalec in opazujem, kje probava stopati vame, a ne? Ali posameznik, ali gruča, ali iz ozadja, oziroma kako preletijo tudi, bom rekel, ti čisto energetski napadi. In ne priznajo, da so zmedeni, imajo pa zmedene akcije. Jaz osebno imam zdaj 14 dni eno tako zanimivo izkušnjo. V bistvu imam ene 4 izkušnje v paci, vse naenkrat in vsako, kot da bi se prepletale, čeprav v bistvu nimajo veze, ampak vse kaže, kot da se prepletajo in baš me zanima, kje vse so še nitke izpeljane in tako. In naj vam povem še eno stvar za vsakega empata. Kaj bi se zgodilo, če bi empat imel dovolj sredstev? Kaj bi se zgodilo, če bi empat imel na razpolago, bom rekel, mesečni priliv, zmišljujem se, zaradi tega, ker bi vas rad pripeljal do razmišljanja. Kaj bi se zgodilo s človekom, unim, ki je na ulici, ali pa z mano, ali pa s tabo, če ne bi bilo vprašanje denar, ampak bi bila neka druga, kako se temu reče, prioriteta. Kaj bi se zgodilo s takim človekom? Verjetno bi marsikdo od vas rekel, zapil bi se, loser bi ratov. Ja, če ni zavesti. Kaj pa, če bi človek imel sredstva in rekel, mater, jaz bi pa res rad dvignil to svojo zavest. Kaj bi se zgodilo? Ma kdo od vas kakšen odgovor, kakšen predlog, kakšen pogled, kakšno razmišljanje? Imate kaj v glavi, da lahko odpihnete iz sebe pa date odgovor? To je v osnovni šoli so nas driblali, da damo kakšen odgovor na kakšno vprašanje. Recimo, Peter, Tomas, Mojca, Romi.
user, Marjan, Gordana, Iris. Kaj bi se zgodilo s človekom, če ima dovolj keša, če ni potrebno delati za denar? Ok, pa dajmo drugače. Kaj se zgodi s človekom, če mu finance blokiraš? Če ga s financami držiš v krempljih? Če ga omejiš v finance, da more za svoj kruh in streho hoditi stran od doma svojih ljudi? Seveda se ne dviga z denarjem, Tomas. Itak, da se ne. Ampak, kaj bi se zgodil s tvojo zavestjo, če bi imel namest 16 ur, recimo, karikiram, imamo 24 ur minus 8 ur šihta, jih ostane 16, 8 jih spiš in če vseh 8 ur samo meditiraš in raziskuješ, imaš 1/3 dneva za dvigovanje svoje lastne zavesti in širine zavedanja in tako. Če ti ne bilo treba iti v službo, ne bi imel 8, ampak bi imel 16 ur plus sanje, torej bi imel 24 ur na razpolago za dvigovanje zavesti. Človek bi v svojem zavedanju prosperiral. Če pa človeku daš pogoj za življenje, da se ukvarja s službo, z mulci, z avtom, kreditom, gradnjo, društvom, s krožkom, pikniki, ovo. Takrat si ga pa omejil in takrat človek ne prosperira. Ne prosperira duhovno. In res je, duha točno tega ne morejo kupiti. Lahko ga imajo milijarde, pa zavesti in duha ne morejo kupiti. In to je predmet zavisti, s katero se jaz srečujem. Nimajo mi kaj vzeti, ker nič nimam. Pa so toliko zavistni za to, kar je znotraj moje glave. Moj mir. Moja pogled na svet. Moja elastičnost, moja prilagodljivost, moj način iskanja rešitev v situaciji. Ker sami tega ne posedujejo, in vedo, da ne alkohol, ne trava, ne coke, ne jahta, ne milijoni na računu ne prinašajo tega. Milijonkrat smo slišali, denar ne prinaša sreče. Sreča je stvar notranjosti. Sreča je stvar frekvence in občutkov, ne denarja. Super pa bi bilo, da se človek ne bi ukvarjal s tem, kako in prideti do teh esencialnih stvari, ki jih nam sistem pač ponuja, oziroma nam jih ponuja na prodaj, čeprav v bistvu je zemlja že tako naša, samo pustite nam mal zemlje, pa je v redu. Ne pa, da eni zemljo imajo toliko, da ne vejo, kaj z njo, oziroma vsako leto iz te zemlje, iz gozda zvlečejo, ne vem, za koliko tavžent jurjev denarja. Eni pa pač nimamo, niti moramo pa še za tistih 5 solat najeti in košček njivce nekje. Pač enostavno ne moramo pa reči, saj smo vsi ljudje. Jaz se čudno rodil. Ne, nisem se jaz čudno rodil, stari. Ta zemlja je čist skvakana, ta sistem je čist narobe in ne moramo reči, da tega ne vidimo. In to moramo zavestiti na en tak butalski, primitiven način, ker očitno, ko ljudem kažeš dejstva, da politika tukaj, pa Trumpovi poteze tam so vsi pametni okrog, pa nimajo pojma oni niti o osnovah. Kako boš ti vedel, kaj Trump dela? Trump dela iz 5. nivoja, iz 5. dimenzije. Kaj boš ti razumel, če pizda nisi še 3. ti je dom. Ma kaj 3. Čisti podan. Zdaj boš pa vedel, kako rešiti svetovno ekonomijo in gospodarstvo in kaj je poslovanje. Mislim, da Trump zelo dobro ve, kaj počne. In včeraj je dal ful dobro izjavo, je rekel, ja, do zdaj sem bil lovljen, zdaj pa jaz lovim. In to je bistvena razlika zdaj, naenkrat. Bil je lovljen z vseh možnih strani, od kabale do sodnije, do medijev, vsi so ga gonili po gobcu, zdaj pa on obrnil malo zgodbo, zdaj pa on lovi. Tebe, ven, koliko si ukradil, ovo.
In ni Trump edini, Trump je samo potrdil, da se dogaja to pravzaprav vsem nam in če želimo stopiti na mesto, na pozicijo integritete in avtonomnosti lastne duše, lastnega biti, smo mi tisti, ki smo pravzaprav postali lovci, opazovalci. Lovc ni nujno, da strelja, on samo opazuje in vidi situacijo tu in tam. Dobro jutro in dober dan vsem prisotnim, 10 minut pred 9. Toliko sem si že ta gobac zdrajsal v današnjem jutru, da si bom jaz prvoščil eno čist prekratko glasbeno pauzo. Pa eno čik pauzo, pa en kofe. Vam pa dam eno muzikico, upam, da bom najdel kakšnega ta pravga. Jimmy bo super komadič za današnjo jutro, pa kakšen moj meme vam bom dal, ker se mi zdi, ki vam jih stresam takole v zadnjem, bom rekel, mogoče mesecu, ali koliko je zdaj 3 tedne, malo več teh memetov pišem, se vam dopadajo, so vam ok, eni se malo ponavljajo, zato da se nam vtisnejo, ker tudi ne laži je ponovljeno v življenju milijonkrat, pa se ljudi kar noče prijetne. Pa nek radi tudi, ne. Tako da izgleda, moramo ene stvari ponavljati in kratek zapis je, se mi zdi super. Upam, da tudi vam odgovarja in evo jih. 9 minut do 9. Dobro jutro in dober dan. There's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, not didn't you know? Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo piss, and it's all kinda wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the buffalo. Be what you are. Bodi to, kar si, ne? Še marsičesa ljudje ne bi radi prenesli in ne morejo prenašati spoznanja, da so dobljeni na stvareh, ki so jih počeli tisočletja brezskrbno, ker je sistem vedno ščitil kriminal. Chest by the door, and one of Jimmy's friends has taken the floor. Jimmy, won't you please come home, where the grass is green and the buffaloes roam. Dear old Jimmy, tole bi bil pa krasen naslov za eno tako kratko zgodbico. Kako so nam ukradli dostojanstvo in nam prodali lažne zvezde. Fuzbala, glasbe, filma, politike. Be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, what you do. If you remember your unknown, the Buffalo land will be your home. If you remember your unknown, Buffalo land will be your home. If you remember your unknown.
it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, it's one need, and one love, get to share it. Leaves you, darling, you don't care for it. Mary, Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Well, did I ask too much? More than a lot. You gave me nothing, now it's all I got. We're one, but we're not the same. See, we had each other, then we do it again. You said love is a temple, love is a higher law, love is a temple. Ja, zgolj dostojanstvo je sposobno stopati čez osebne in družbene strahove, ki nam jih nametavajo tu in tam. In verjetno bi vsak izmed nas mogel se zavedati količine oziroma teže besede dostojanstvo. In tvoje dostojanstvo je zaščiteno z ustavo. Če ti ga kdo vzame, ga ti ne izgubiš, ampak ga on krši. Ja, lahko ti ga vzame, če se spustiš na njegov nivo, in to je tudi njegov namen, da ti vzame dostojanstvo in avtonomnost duše. To niso enostavne stvari, ampak če sam ne braniš svojega dostojanstva in svoje avtonomnosti in če se tega ne zavedaš, potem so to zgolj samo črke na papirju in nimajo veze z tvojim življenjem in s tvojo dostojanstveno držo, ki jo imaš do vsega okrog sebe. Ja, in kadar nehaš igrati igro, torej biti performer, takrat postaneš, začenjaš postajati. Nekateri vas zaradi tega sprejmejo še bolj, nekateri pač ne, ampak nič od tega ne spremeni dejstva, kdo si. In kaj drugi od tebi pravijo, nima veze, ali te sprejmejo ali ne. To, kar si, in če to zagovarjaš. In če si tak, kot si v vseh trenutkih življenja, torej da si avtentičen na vseh področjih, v vseh trenutkih, pol si ga zmagal. Če pa si, kar si, kot eni pravijo, ja, jaz sem pač lopov, tak pač sem, kradem, ni kaj, tak pač sem, lažem, manipuliram in tako, to pa ni neka prava smer, a ne, saj se razumemo. Ja, sistem je vedno ponujal varnost na nek način, vsaj finančno, zdravstveno, vsaj tako je deloval, politično, kaj sem, konc koncev tudi pravno varnost. Ampak kot gledamo, nam sistem ne ponudi nič več drugega kot zgolj kaos, zmedo, razkrivanje na vsakem koraku, kamor se obrneš, nepravilnosti.
In sistem je v bistvu svojim ljudem vedno bil naklonjen. To je opisano tudi za cerkev, religije. So ljudje, ki so delovali z župniki oziroma s cerkvijo, so uživali ugled. Na način, da so dobili kakšen kos cerkvenih gozdov za podelati, a ne, da so dobili tu in tam kakšno drobtinico. Nič drugače ni od udbe dalje, nič drugače ni od izdajalcev v današnjem času, od ljudi, ki se trudijo v bistvu vsakega, ki stopi na pot avtentičnosti, zabiti do nafte. To so delali Trumpu na svetovnem nivoju, meni osebno delajo na mojem nivoju. In vsak, ki se je oglasil, je bil potolčen. To je zdaj vzorc, ki se je ponovil pri nas vseh, ki smo stopili korak naprej, ki smo se zavedali, da beseda ni slon, ampak da šele beseda lahko naredi človeka. Spet na drugi strani besede pokažejo, ali človek v bistvu imamo na spletu, bom tako rekel, kar nekaj ljudi, v bistvu, ki sami sebe z besedami blamirajo in zabijajo iz dneva v dan nižje, a ne. In prav je, da se oglasimo, in očitno marsikomu ni več, da se oglaša zaradi tega, ker se nimaš čem. Ker ponavlja en in isti program in ko je program izpet, je pač izpet. Ne? Vsako leto en in isti program. Ne? Novoletni program za vsako leto en in isti, kaj ni bilo tudi tako Home Alone, ne, za Božič, pol pa Oto Pesner o polnoči in to je bil ta, ne, to se spomnim iz preteklosti, ko smo gledali. Ampak, ne, univerzum je velika stvar, polhanje vsega in doživljenjsko se učimo in priznati, da ne glede na to, koliko veš, ne veš čist nič še, ne glede na to, koliko veš. Najhujše je pa to, da v bistvu nekaj veš, pa gledaš ljudi, ki se imajo za vedeže, kako prazne so njihove besede, kako za temi besedami ne stoji ne dostojanstvo, ne resnica, ne avtentičnost, ne suverenost, v bistvu praznina. In lahko ljudje igrajo razno razne maske, lahko igrajo razno razne vloge v teatru, ampak energije, ki je prisotna, kadar človek se užge v svojo primarno biti, v svojo avtentičnost, te energije se fejkat ne da. Pika. A že opazite to razliko? A opazite razliko med ljudmi? Ker to je zdaj ta kontrast med črno in belo, teh 50 odtenkov sive bledi, če dalje bolje črno podobno črnemu in svetlo je podobno svetlemu, če dalje bolje to jasno. Zdaj, a sem jaz edini, ki to vidim, a je to samo meni dano, ali vidite, oziroma zaznate tudi vi, dajte mi prosim pomagati, ker zdaj mi boste pomagali rešiti zmedo. Ker meni so ene stvari tako zelo očitne, da se za glavo držim pa rečem, pa kako ne morete videti tega tako, no, pa kaj vam je, ne? In tako, ampak ja, okej. Greme spogledati, kaj ste tle napisali med komentarčke, da palca ima dva konca, prave Sabine, mize pa so obrnjene. Ja, mize so že obrnjene, kdorkoli se tega zaveda, kdor se pa noče zavedati, bo trdil, da je vse tako, kaj je, ampak mize niso tako, kaj so bile. Zagotovo ne. Niti približen ne več. Na nobenem nivoju ni več tako, ki je bilo. In lahko nadaljujejo, ampak meni so določeni pristopi, ki jih imajo ljudje z naslova narcizma in vzdrževanja ega, so mi bili določeni pristopi že 20 let nazaj idiotski. 5 let nazaj tudi. Lansko leto so mi bili še bolj uiber idiotski. No, danes sploh ne vem, kako naj to rečem. Pač delati se neumnega do te točke, da v bistvu, kaj da bi rekel pri nas v Cerknici jezera, ni ti pa trdaš, da voda je. Kaj da začneš trdati, lej, nebo je rdeče, pa vsi vidimo, da je plavo. Kako zdaj? No. Ne? Hočem reči, stvari so toliko zelo očitne, da ampak očitno še ne dovolj, ne? da uspejo ljudje še vedno se pretvarjati, ne? Ker vem, da pride tisti moment, kot se ne boš mogel nič pretvarjati. Ker se ne boš mogel pretvarjati. Ne boš se ti mogel pretvarjati, da signal je, če pa signala ni.
Mogoče kdo ve, kam, na katere signale ciljam. Dobro jutro, praviš Sabina vsem, ki že opravljaš pomembne posle in ukrepe za vse nas širšega pomena in neizmerno sem ti hvaležen za vse to. In vsa ta farsa za masko strokovnosti pada dnevno in pada po naravnem ritmu. Ne, to vse narava pomaga, nič se ne da nikjer prihiteti, nič se ne da pospešiti, da se kakšno stvar mogoče celo ustaviti, ne, pa bolj podrobno pogledati pod prste, pod mikroskop dati kaj, je bož, da se ustavimo, kot pa da hitimo, ker kdor hiti, kadar hitimo, delamo napake, kajti hitro je hitro prehitro in kadar naredimo napako, jo ne moramo več nulirati, izničiti in tam ostane zgolj obžalovanje. In točno tega nas je hotel tudi Jezus zaščititi, tudi jaz, tudi Trump, tudi vsak, ki se prebudi, želi zaščititi nekoga oziroma sočloveka pred tem občutkom obžalovanja, da ne boš naredil življenjske kapitalne napake, da se ne boš nasadil na kol sramotilni, dej prosim, dej prej, ne iti predaleč. Ampak ljudje se na to požvižgajo, na opozorila, kot jih je dal Stripi, temu mogočnemu debelemu stricu v risanki je hotel reči, ne iti naprej, on je šel naprej, požvižgal se je na Stripija in na koncu se je nasadil sam. Ne? In ta stvar na koncu je v bistvu in žalostna in smešna in groteskna in grozna, ampak ni kaj. Stvari moramo razumeti, da ne morate spreminjati drugih ljudi. Kogar lahko spremenite, sta izključno vi sami spremenite. Dvig v rasti, ne gre za spremembo, gre za odmik tega, kar nisi in osvetljevanje tega, kaj si. To, kaj si, tisto, s čemer se rad poistovetaš in po čemer bi želel, da te ljudje poznajo, a ne, da te poznajo po mernosti, ne da te poznajo po tem, kar so pokvakali za tvojim hrbtom. Ne? Kakšna je slika o meni v mojem kraju, to je za bruhat, pa jim nisem nič naredil. Nobenemu, nikoli nič slabega, resnično ne. Slika o meni je pa najslabša, kada bi se me mogli losati, mislim, vse so pokazali že v smeri, da se me morajo losati. Tudi Trumpu so pokazali, sem so falil. Jaz pa ne falim, ker nisem šlampast lovc, ker si vzamem 25krat čas preden pomerem, ker to je laserska natančnost. Ljudje imajo občutek, da ker gledajo iz sebe, da smo vsi toliko šlampasti, kot so sami. Ne, nismo vsi, ne, zaradi tega, ker stanje zavesti je stanje večje pozornosti, je stanje večjega razumevanja situacije. Nekateri to imenujejo tretje oko, kao vidijo neko auro. Ne, ti vidiš in razumeš situacijo, zakaj taka je in tako naprej. In najhujš pri celi stvari, ko gledamo ljudi, ne, ko uporabljajo to, bom rekel, tehniko sprenevedanja in ignoriranja, dejstvo od zadaj je, da ne upajo spustiti tega, kar jih pelje v pogubo. Kaj ti? Kdor odreže vez med svojim srcem in umom, kdor odstrani svojo moralo in etiko s pomočjo grehov, ki zamrznejo in čustveno in mentalno inteligenco. Kdor se odmakne od samega sebe, se je odmaknil od lastnega kompasa. Moralno-etični kompas notranji tebe vodi po vseh situacijah. Drugi rečejo, univerzum te vodi, Bog te vodi, zaupaj procesu in tako naprej. Ampak to je notranji kompas. Kdor ga nima, on potrebuje vodnika, da ga vodi, da ga pelje, on rabi pasterja. Ovce so čist dobro živele, dokler se niso najdeli pasteri, pa so rekli, vas bomo mi zagradili, pa vam bo še boljš. Mislim, če sami se zdamo zdaj v ta pogled. Ne? In človek brez svojega vodstva potrebuje zunanje vodstvo, sistem. Ko se sistem podre, kaj
pa zdaj s tem, ki je naslanjal se na sistem, ker brez njega v bistvu on ne more, zaradi tega ga ščiti. Zdaj veste, zakaj ljudje ščitijo sistem? Zaradi tega, ker ga potrebujejo, ker brez njega so nemočni. Ker stati sam, stoično, spada v kategorijo najmočnejših človeških bitij na tem planetu. Ker le redki posamezniki so se upali postaviti sami in zagovarjati do zazmeraj. Jezus je konc koncev stal sam, pa ni bil edini. Od takrat do njega jih je bilo kar neki. A je bil Sokrat, je bil pa pred njim verjetno, ne? Ali ne? In ne broj, milijonkrat sem jih že naštel, zdaj jih pa ne bom zaradi tega, ker ni bistvo. Ja, in zavedajte se, da v bistvu vsak človek, ko začne izgubljati grip s sistemom preko svojega ega, takrat se začnejo rušiti stvari, ki so bile kot za sveto, kot da bodo za zmeraj. In takrat to je občutek panike, občutek razpada, kot da umiraš, v isti sapi pa zraven pride en občutek gromozansko velikega olajšanja. Da spustimo stvari preteklosti odzadej, da vžgemo vse noter tisto, kar v tem trenutku funkcionira. In ljubezen ni nikamor šla. Sem skrila se je, ker ni mogla se izražati. Ni se mogla izražati niti beseda, kamo ljubezen. Prepovedana je bila ljubezen. Ljubezen bi mogla imeti po njihovem pravila. Nam so celo povedali, kaj ljubezen je. Da se moraš poročiti, pa da ko si zaljubljen, si slep, pa da ljubezen je šibkost in tako naprej. Ljubezen je univerzalna življenjska sila, ki jo mi v sebi imamo in jo moramo gojiti. Ne pa dovolj, da nekdo jo tlači. Predstavljajte si ljubezen kot lastni vrt. Valjda ga boste čuvali. Ne boste dovolili, da vam pridejo pa tacajo. In jagode in zelček in vse. Halo, to je moj vrt. Imaš svojega, kar popul, korenine ven, koprive kar ven. Jaz sem tu boli. No, to je umrtje ega, tak je občutek. Sam potem se pojavi, najprej so koprive, je vse zeleno, pa neuporabno, polje pa prazno polje, iz katerega lahko začnejo kaliti prave rožice in prava semena. A je tako? Kaj smo še mi povedali, tlele, drage moje punce, vsaka farsa za masko strokovnosti pada, ja, to se strinjam, in ohraniti dostojanstvo, dodajaš Marjana, v tem svetu pomeni biti človek in biti človek pomeni biti pravi heroj v tem času, kot vidimo, pa spet je Jezus bil tudi heroj, ja, toliko je bil hud, da so ga na križ prebili, z mučenjem, s tem, da v bistvu so ga obsodili nečesa čist brezveznega. Ne? In tega nekako ni niti cerkev, niti nihče prav pretirano rad o tem govoril. Zakaj so pravzaprav križali Jezusa? Zaradi tega, ker je bila množica toliko močno oprana in sprogramirana in tej programaži so rekli, Jezus je pa bogokletnik, in so rekli, ja, v redu, zaradi tega, ker je v soboto delal. Ne? On je pač zrušil staro zavezo, takrat, zdaj tako plastično, za povrh. Oni so imeli svojo predstavo stare zaveze in so interpretacijo in so jo interpretirali, to svoje mnenje idiotsko, ker je bilo njim v korist, so ga interpretirali. Jezus je pa rekel, ni tako prav. Miza vam bom razfukal tle noter, kaj vam ni jasen? Ampak po 2025 letih so mize obrnjene. Ponosno in pokončno stojimo ljudje avtentičnosti. In skrušeno hodijo po svetu ljudje, ki so delali pod pretvezo. Ker jim iz večjih možnih kotov se da to razložiti. Ampak maske ne bodo več pelale in nihče ne bo mogel skriti svoje prave narave in nihče ne bo mogel skriti svoje prave namere za besedami in dejanji, ki jih je izpeljal. Ne? Nihče ne bo mogel narediti namere. Skriti namere, se pravčujem. Kdor človeškega dostojanstva ni, kdor človeškega dostojanstva ni prodal, je ostal človek. Ja, pa sej je dovolj zametek, dragi moji, kad bi vi vedeli, kako malo je treba, kako malo dostojanstva je ostalo v vseh nas in zelo malo je treba, da to dostojanstvo v nas ponovno zraste in zasede mesto, kjer je domovov strah, sram,
krivda, občutek grešnosti, pomanjkanje samospoštovanja in nizka samopodoba. Tam se hitro razraste dostojanstvo, ko ga začneš dvigovati. Sploh, če vidiš, kaj dostojanstvena drža sploh pomeni. Ne? Iz dneva v dan novi nauki, življenje je res učenje, dodajaš, Marjana. Teh naukov ne zmanjka, neverjetno, meni se kaj takega še ni zgodil. Tako gromozansko veliko število uvidov, kot prihaja v zadnjem mesecu, je zame novo, pa sem zelo hiter pri pisanju, ampak to je čista norišnica, kaj vse pride na plano. Naj vam povem, da v bistvu Jezus je s tem, ko je nosil križ, je tle še ena prispodoba, se mi zdi ful lepa. Vsak svoj križ nosi. Ni to čist glih tako, vsak naj svoj križ nosi. Ne pa, da je empat prevzel križe, težave, krivde, občutke sramu od narcisa, ki mu jih je naložil, jih je pa še empat nesel. Empat je, mene je sram za druge ljudi, tudi. Včasih me je bilo še bolj, zdaj malo manj, ampak tako, ampak jaz sem odložil tiste križe, ki sem jih vzel od drugih, pa jih nosil. Nos ga ti sam. In zdaj, ko morajo sami nositi križe, ne zgledajo najboljš. Zaradi tega, ker zato, da svoj velik križ nosiš, moraš biti fit, ne fizično. In moraš biti duhovno fit. Mernost in dostojanstvo, to ne fizično. In moraš biti duhovno fit. Mernost in dostojanstvo, to. Ja, tako nas malo matrajo tudi linije. Aleks, pozdravljen, praviš, najkvalitetnejši vsebino ustvarjalec na slovenskem TikTok programu The Best. Hvala lepa, me veseli, tudi jaz sam smatram, da je temu tako, ampak število gledalcev, da nas je 8, pa to pravi drugačne. Ampak če bi mene definiralo število gledalcev, potem bi jaz že davno nehal. Vem, predvsem se tega sam zavedam in skušam biti še boljši od včeraj, prinesti še nekaj več informacij od včeraj, biti še bolj jasen in razločen, razumljiv in nedvoumen, kot sem bil, in to temu jaz rečem delo na sebi. Včasih sem bil vesten, sem se vedno ob 7 požgal, danes enostavno se mi ne zdi tako, čisto vseeno mi je, posnel bom, če drugega ne zaradi svojega arhiva, zaradi svoje verodostojnosti, zaradi svoje prehojene poti, nek posnetek, da ostane. Zdaj, bolj pa bi si želel še več vaše interakcije, vsekakor pa hvala lepa za pohvalo. Dušan, praviš, pa kaj, meni sistem nič, da ni, ne pomaga, te kurbe v sistemu samo žrejo, mafija, sistem. Marička, jezen si še s to mater, ampak ja, jeza je tudi eden izmed pogojev, da rečeš, zdaj pa dost, pička vam je materna, zdaj bom pa jajca potrgal, stari. Kako? Ne vem, bom se usedel, pa bom malo razmislil. Zdaj to, da žrejo mafija, to mi vemo, ne? Sistem nas ubija, to vemo. Ampak od tle naprej se trudimo vsak dan znova, vam na praktičnih primerih kažem, what to do next. Pa to vam jaz govorim samo skozi moj gobec, na moj način, kaj morate narediti, že vsi veste, vsi vemo, kaj moramo narediti, in vsak dan je glas znotraj še močnejši. Bodi kdor si, pa pokaž svetu, kaj pomeni biti človek. Ker rečeš, ta sistem ni vreden počenega groša. A ti ga pa podpiraš, a ti pa njihov, a ti pa tudi proti meni, bež, da te ne vidim. Ker je človek prišel, pridi človek. Dok prihajaš, Ivo Balila, kot je rekel Iztok Mlakar, pesem Ivo Balila, poznate, bež, da te ne vidim, ker smrdi vse, kar boš rekel, ker si pač politično se guncaš, kakor ti pade, kjer je več denarja, kjer je bolj smiselno sedeti, a ne? Čakaj, kaj pa imamo mi tlele? Dobro, ne bom šel predaleč. Večinoma so sistemski ujetniki, praviš Sabina, ker so se ujeli v nečedna posla, zdaj pa ne morejo ven iz pasti.
ne morejo, ne znajo zaradi tega, ker je, kadar uporabljaš grešnost, kadar z grešnostjo pokrivaš čustvene rane, takrat ti je vzet ti je čustven mir, duhovna komponenta je zatrta, odklopljena, inteligenca zakrni in sposobnost reševanja kompleksnih težav v paniki pri takih ljudeh je na nuli. Ne? Izkaže se, narcis ni sposoben reševanja kompleksnih situacij in zaradi tega tudi zdaj vidimo, ko je svet prisiljen v neke, bom rekel, bolj radikalne in odločne korake, se izkaže, kako nesposobni so reševati nastalo situacijo, naj si bo evropskem, slovenskem ali pa mikronivoju, a ne? Mislim, veste, oni bi vojno delali, oni zdaj imajo nek COVID, so si izmislili. Veste, kakšen COVID je včeraj Trump prinesel? Je rekel, meni se zdi, da je prišla nov COVID, nova različica, ki reže grla kot žiletka. Kaj to je hotel nam sporočiti? Da neki jim ne dela dobro, da prej so še neki krčali, ne? Zdaj pa ne upajo nič kaj dosti, zdaj pa kar sem tišina, pa bo že kaj. Počakamo, pa bo. Ne bo. Ne. Ne bo šlo. In ne znajo pač reševati. To zdaj nam kažejo. A ne? In zdaj, če ti vidiš, da pa ti bi lahko rešil, se pa ti zavedaj svoje moči. Da v bistvu na pozicijah moči sedijo prijatelji, ki imajo namero, drugačno, sposobnosti pa nekompetentne. Pač tako nekako, ne? In Marjana, dodajaš, da biti človek in s tem dostojanstven postaneš odpadnik družbe, pa nič ne de. Z veseljem, da naj se ve, kdo je odpadel iz družbe, ker ne moreš biti del družbe oziroma del ovc in v istoj sapi deklarirana ovca pastir. Ne? En mora biti drugačen, ne? Da ovce pele stran od Mauthausna oziroma stran od tega taborišča oziroma od prepada, kamor so nas hoteli pelati v kapitalno mentalno suženstvo in ni jim dobro, da smo se zbudili nekateri in začeli opozarjati na to, kako in kaj stvari potekajo znotraj nas, kajti oni so vsa ta znanja imeli napisana na knjigah, pa so jih skrili, mi smo jih pa znotraj sebe ponovno obudili. Kaj pa zdaj? Imejte vi knjige, vse ne rabimo mi knjige, sej pa lastovke tudi nimajo knjige, tako da verjetno je to že vse nas, se treba sam zbuditi, tako da ne rabiš knjige, a ne? No in prav to vsak dan, vsak naj svoj križ nosi, nič več ga ne bom nosila namest njih, kako narobe jim pride, a ne? Marjana, kako si ti zdaj ratala bak pa grda, ker nočeš njihovega križa nositi, ne? Dej, mislim, baš si dosadna, a lahko nosiš moj križ, ne? Ne, dragi moji, tle ga imaš, nosi sam. Veš, gremo v hribe, mora vsak svoje nesti, nikaj. In enako je v življenju z bremeni, ki so si jih ljudje naterali, torej prelaganje odgovornosti drug na drugega ne bo šlo. Prevzeti je treba odgovornost, prevzeti je treba križ za svoja pretekla dejanja in se z njimi usesti s tem križem sam sabo v distanco, v tišino in takole vsako jutro, no razen kadar ne, je ta beseda, ki preleti skozi moje glasilke, je nič drugega kot kanaliziranje tistega, kar mi pošilja v glavo, oziroma to so misli, ki so prisotne in te misli niso moje. Tako da imate še to razumevanje. To sem vam že povedal in upam, da vam tudi dokazujem, a ne? Da se to vidi, da ni to nekaj, kar se naučiš zjutraj pa ponoviš, ampak gre za nekaj, kar je tukaj prisotno ves čas in temu se reče pričevanje. Si priča svojim mislim oziroma znaš brat misli, ki letijo. Dobro, dragi moji, glede na to, da se je potrudila zgolj Marjana in Sabina s nekim sodelovanjem v oddaji, se bom neizmerno zahvalil obema.
Sicer pa vidim, da primankuje tudi želje po komunikaciji in napredku, ne zgolj empatije. In škoda, da se trgam še naprej in skušam spremeniti oziroma razložiti, če pa v bistvu po tolikih, bom rekel, mesecih in letih tako švoh peljejo stvari naprej, kjer je v bistvu bolj luštno se napajati, kot se učiti oziroma navaditi, kako do napajalnika prideti. Jaz garantiram vsem, da napajalniki ne dajo več na tak način, kot so, oziroma kot smo. 11 božjih zapovedi, kot bi jih veter odnesel, a ne? Ja, pač vse je čist simpel, v bistvu biti človek je čist simpel, sem treba je biti. Ne? Treba je biti, ne pa se pretvarjati, da si, če nisi. Ne? A ni to tako? Dobro, dragi moji, 9:30 je ura, jaz mislim, da je cajt, da gremo vsak sam sebi. Jaz imam pomembne operacije v lastnem kraju, ukvarjam se s pomembnimi stvarmi, z invazivnostjo, ki bi jo rad preprečil biološko katastrofo. Borim se s tem sam kot z mlini na veter, ampak tako, kot sem rekel, ne rabiš razbijati mlina, ne rabiš razbijati vetrnice, sem Jermen Snameš, pa je vse narobe. Tako da pravi pristop na prav način z idejo v višje dobro, pa zaustaviti tisto, kar pelje v napačno smer. Samo to, ustaviti, da ne grejo stvari v narobe, pa je vse v redu. Ni ideja, da se rešujejo stvari z jezo, z agresijo, ampak z odločnostjo, z dostojanstvom in z besedo. Beseda je tista, ki se jo ne smete bati. Ne vam povem, da kljub temu, ne glede na to, s čem se ukvarjam, vse to boste zvedeli slej ko prej, tudi meni ni prav prijetno. Določene stvari mi res niso prijetne, ampak to še ne pomeni, da bom dopuščal nekaj, kar pa ni moralno, okoljevarstveno in zakonsko ni dovoljeno. Ki moram tle posredovati med vsemi možnimi službami, inšpektorati, zavodi, mediji in tako. Če ne bilo mene, bi se v današnjem dnevu in čez noč lepo Dresnik zapeljal po 1001 koščku našega potoka proti Cerkniškemu jezeru. Če ne bi bilo mene, bi Dresnik plaval, koreninski sistemi Dresnika bi se množili ob potoku, ki pelje v Cerkniško jezero. Če ne bi bilo mene. Pa še kad sem bil, sem mogel fejs zarobantati, da sem rekel, pa a se zabavate. Na koncu imate kazensko odgovornost, ne se tako delati. Ne to delati, ker se boste zakajljali. Ideja je, da to ne gre naprej. Ni ideja kogarkoli obsojati, ker to ni moje delo, ampak preprečiti biološko katastrofo. Zato sem se angažiral, verjetno je to ta govoreči in goreči grm, ki sporoča, da je to čas, kjer se nekim stvarem reče enough, dovolj. Zdaj pa dast. Sabina, praviš, da prisotnost v današnji oddaji je velik pokazatelj realnega stanja. Se s tabo popolnoma strinjam in žalostno, ampak dajmo verovati v nov dan. Če ne bi bilo v moji glavi in v mojem biti take gmote optimizma, kot jo imam, bi jaz tudi že davno obupal. In to je želja satanova. Pa ne bom. Tako da se vidimo jutri, dragi moji, ali pa pojutrišnjem, ali pa pitaj mater kdaj. Ko bom, dokler sem živ, bom govoril, zaradi tega, ker to je naša dolžnost in to je naša pravica. In nihče nima pravice naše besede utišati. Nikoli več. Čeprav bi bilo to mogoče lažje, pa bolj enostavno, pa neproblematično, pa bolj bi se udobno počutil. Še enkrat, meni se ni prijetno pogovarjati z organi in ljudmi visokih nivojev, ki bi nekako najraje mene obtožili, ker sem preprečil biološko katastrofo. No. Tako nekako se nakazuje, sej ni še čisto dokončna beseda, ampak kot da v bistvu zdaj, ne, ta Turšič najdu tak kurčev grm, pizda, ne. Ja, vi bi ga mogli, ne jaz, mogli bi ga inšpektori že kdaj nazaj najdeti. Mislim, bager sploh prit ne bi smel do sem, zaradi tega, ker to je pač tako. Pa ne zaradi tega, ker sem jaz dosadan, zato, ker zakonodaja tako pravi. Zaradi tega, ker moralno, etično skrbimo za Cerkniško jezero, habitat, eden redkih habitatov, ki je kolikor toliko neokrnjen.
tja noter bi se hmal zaplavil, zelo invazivno koreninski sistemi, zelo invazivne rastline. A nobenega ne briga, kaj bo tam čez 10 ali pa čez 20 let, a ne? Jaz mislim, da je to precej žalostno, a ne? A ne, Sabina, potencialno nevarnost smo ustavili in zato Matej velik poklon. Hvala lepa Marjana in Sabina in vsem, ki sodelujete na tak in drugačen način. Hvala vsem za iskrenost in sodelovanje v človeški komunikaciji. That's it. Človeška komunikacija je tista, ki šteje in beseda ni slon. Ne, slon ne zna govoriti, človek zna govoriti in dajte se zavedati, da vsi imamo možnost besede in nihče nima pravice utišati tega in nihče nima pravice zaustavljati vašega osebnega razvoja, vašega prosperiranja v svet lastnega biti, višjega biti, stika z Bogom, stika z resnico, stika s tem, kar smo. A prav, dragi moji, želim vam prečudovit dan, veliko dobre vole, veliko uspešnih korakov naprej, predvsem pogumnih. Zavedajte se, da v tej bitki nismo sami. Vsak dan nas je več, ki se borimo oziroma stopamo korak naprej, when the saints go marching in, naprej v kontekstu, da povemo, kaj je prav, ne? Da ponovimo, ne? Kot 3-letnemu otroku, ponovimo. Invazivna rastlina je tisto, kar v jezero ne sme. Če sem jaz na to opozoril, ne iščite v meni krivca in ta križ ni moj. Lahko se potrudimo skupaj odstraniti dresnik, ne boste pa krčali ali pa probali preložiti odgovornosti na mene, ker sem ga zagledal in na njega opozoril. Ker ni bilo reakcije, sem opozoril višjo inštanco. Ker ni bilo reakcije od višje inštance, sem opozoril še višjo inštanco. In vse inštance so utihnile. Torej je povezava bistveno večja, kot je mogoče kazali na začetku. Pa nisem iskal nobenih povezav, iskal sem samo rešitev, kako to stvar odstraniti. To je vse, kar je. No in moram iti pogledati, kaj so naredili. Dragi moji, želim vam veliko moči notranje, da ste in da stopate po poti svoje lastne integritete in Magic bo tak komadič, ne bo Magic, bom najdel enega drugega. Tudi tale ne. Never tear us apart. Nikoli nas ne smejo več ločati. Aj prav, to bo bolj te prav komad. Imejte se prečudovito, združeni smo močnejši in beseda da besedo in beseda človek postane in skupaj smo to, kar smo, čemur rečemo človeška vrsta. Aj prav, z dušo in srcem. Aj prav, ja, narava je končno dobila glas. Dajmo glas tistim, ki ne morejo govoriti. Aj prav, v imenu slonov, v imenu otrok in v imenu matere zemlje in vseh tistih, ki govoriti še ne morejo. Vse dobro, vsem, čau. I was standing, you were there, two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for 1,000 years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there, two worlds collided, and they could never, ever tear us apart. I was standing, you were there, two worlds collided, and they could never tear us apart. You were standing,
an apple, shake the tree. I gotta do, push up an apple, break a feet. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing the hula melody. I met a hot-blooded miss, this summer in Waikiki, where she was selling the pine and playing ukulele. And when I waved to the girl, come on and teach me that way, she laughed and whispered to me, yes, come tonight to the bay. The lovely beach in the sky, and moon of full white, round the hips us around, we have a sing and love song. I gotta do, push up an apple, shake the tree. I gotta do, push up an apple, break your feet. To the left, to the right, jump up and down and to your knees. Come and dance every night, sing the hula melody. I met a hot-blooded miss this summer in Waikiki, where she was selling the pine and playing ukulele. And when I waved to the girl, come on and teach me that way, she laughed and whispered to me, yes, come tonight to the bay. The lovely beach in the sky, and moon of full white, round the hips us around, we have a sing and love song. I gotta do, push up an apple, shake the tree. I gotta do, push up an apple, break a feet. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing the hula melody. The lovely beach in the sky, and moon of full white, round the hips us around, we have a sing and love song. I gotta do, push up an apple, shake the tree.